V soboto je v središču mesta potekala tradicionalna bogračijada, katere se je udeležila tudi Lista Marjana Šarca. V kuhanju bograča se je preizkusila tudi nosilka Liste Marjana Šarca za evropske volitve Irena Joveva. Zaenkrat ga še nisem probala, jaz mislim, da nam gre super. Zelo sem vesela, da smo prišli sem, tudi zelo sem vesela, da je vreme zdržalo in bo zdržalo in je super. Jaz sem zelo vesela in podpore ekipe in podpore vseh ljudi, ki pridejo jo izraziti. Bograč je nekako jed, v kateri je več različnih sestavin, od krompirja do več vrst mesa, nekako mešana ekipa, če tako rečem. Podobno je tudi v Evropski uniji, več držav, več strank. Kakšne so oziroma katere so nekako tiste prioritete, teme, ki jih boste zastopali v primeru izvolitve? Če sva že pri tem, je ravno ključno za moje pojme to spoštovanje različnosti in enotnost, takrat, ko je res potrebna. Tega je bilo zelo premalo, jaz upam, da bo v naslednjem sklicu ali pa mandatu, da bo to šlo lažje, da se bomo bolj pogovarjali in bolj sodelovali, tudi kar se tiče na evropski ravni celi, torej doseči tiste skupne dogovore, odgovore na konkretne politike, recimo zunanja in varnostna, ki bosta mogli po mojem zdaj res biti skupni in to sta ključni stvari. Potem pa seveda tiste, saj vemo, izzivi so jasni že nekaj let, od podnebnih sprememb do varnosti, solidarnosti, sociale in vsega. Res je veliko izzivov in jaz upam, da jih bomo začeli pa zdaj res učinkovito reševati. V Sloveniji ste ena od mlajših kandidatk, verjetno tudi v Evropi. Je to vaša prednost ali mogoče slabost, oziroma kako gledate na to? Jaz na to gledam kot na prednost, zaradi tega, ker bom rekla, tudi nisem obremenjena z določenimi stvarmi, tako kot so kakšni starejši. Z tega vidika, z drugega vidika pa tudi to, da se bodo mlajši, upam, da počutili veliko bolj razumljene, če bodo imeli tudi kakšnega mlajšega predstavnika v Evropskem parlamentu, ker zaenkrat jih iz Slovenije ni. Zagotovo ste nekako tudi dokaz, da si mladi morajo upati stopiti, ne samo imeti nek glas, povedati, kaj želijo, kakšna so njihova pričakovanja za prihodnost. Točno to, jaz zase lahko rečem, da sem stopila iz neke cone obdobja, ki sem jo imela, ni mi žal in sem pripravljena soodločati tako v procesu in biti vzor vsem mladim, ki so apatični ali pa ki mislijo, da je vse skupaj, kar se Evropske unije tiče, samoumevno, ni in da bodo dobili občutek, da dejansko so res lahko tudi oni tisti, ki soodločajo in morajo soodločati, ker so prihodnost. Zagotovo je pomembno, da se zavedamo vsi mladi, starejši, da se moramo nekako udeležiti volitev, če želimo odločati, oziroma da je to priložnost, da oddamo svoj glas, odločamo o svoji prihodnosti. Točno to, jaz resnično upam, da bo tokratna volilna udeležba višja, čim bolj visoka, tudi zaradi konec koncev legitimnosti nas funkcionarjev oziroma tistih, ki bodo izvoljeni ali pa bomo izvoljeni. Res je pomembno, da se udeležijo ljudje tega in da se zavedajo, da glas šteje in da izkoristijo, to moč in konec koncev pravico in odgovornost, ki jo imajo, zato da izvolijo tiste, ki so jim najbližje. Saj ni pomembno, zdaj ne bomo pozivali, ampak da se res udeležijo volitev. Bogračijade se je udeležil tudi poslanec LMŠ v Državnem zboru Aljaž Kovačič. Dejansko smo že lansko leto sodelovali in smo tudi zmagali, tako da je bilo nekako normalno, da se tudi letos udeležimo tega dogodka. Se pa dejansko podobnih dogodkov udeležujemo po celi Sloveniji, kajti radi gremo med ljudi, ker tudi zvemo dosti novega. Danes tukaj je na kuhanju tudi nosilka liste Irena Joveva. Kakšne so po vašem mnenju pričakovanja oziroma kakšne rezultate si mogoče obetate od nedeljskih volitev? Naša stranka gre sedaj prvič na evropske volitve, obetamo si dobre rezultate, potem pa bodo volivci povedali, kaj to pomeni. Tudi vi ste med mlajšimi poslanci, zagotovo v našem državnem zboru, tudi gospa Irena Joveva je med mlajšimi kandidatkami za volitve v Evropski parlament. Je mladost prednost ali mogoče nekako slabost? Mladost je vsekakor prednost, zaradi tega, ker mlajši človek ima več energije. V tem državnem zboru nas je kar nekaj mladih iz različnih strank, med seboj dobro sodelujemo, predvsem pa mladi nekako nismo obremenjeni z staro politiko, ki je Slovenijo veliko let ovirala pri njenem razvoju in to prakso nove politike, novih ljudi moramo prenesti tudi v Evropski parlament, kajti če gledamo strukturo Evropskega parlamenta in tudi same Evropske komisije, vidimo tam veliko starejših ljudi, kar ni nič narobe, vsekakor pa si želimo, da bi ob tem bilo poleg teh starejših ljudi bilo tudi nekaj mladih, ki bi svojo energijo, svojimi izkušnjami pripomogli neko dobro sodelovanje.
mogoče samo še vprašanje, zagotovo je pomembno, oziroma se mogoče Slovenci premalo zavedamo, kako pomembna je udeležba pravzaprav na evropskih volitvah, da vsak glas šteje, se pravzaprav nekako odločamo o svoji prihodnosti. Seveda, Slovenci se mi zdi, da se premalo zavedamo za vse volitve, da so pomembne, še posebej pa to velja za evropske, ki je udeležba res, lahko rečemo, porazna, tako da si želim, da bi na teh volitvah evropskih bila udeležba veliko višja, kajti če pokažemo pasivnost in smo doma in ne gremo voliti, s tem vzamemo sami sebi pravico, da oddamo glas in potem se zelo tudi težko potem pritožujemo za vse slabo, kar je okoli nas. Kajti če pa greš voliti, pa imaš neki vpliv, se pravi, da daš nekomu glas, ki potem v tvojem imenu tudi odloča.